Pozdravljeni, dragi mali in veliki. Včeraj smo poleg odpiranja daril naredili še nekaj. No, prav gotovo smo storili še marsikaj. A v mislih imam drugo adventno svečko, ki smo jo prižgali. Vemo že, da nam prva adventna svečka predstavlja upanje. Čas je, da spoznamo, kaj nam predstavlja druga svečka. Druga svečka nam predstavlja mir. Ste že bili kdaj nemirni? Ste kdaj občutili tisti neprijetni občutek stiskanja okoli srca? Se morda spominjate, zakaj ste bili nemirni? Kaj pa vas je potem pomirilo? Danes sem se odločil, da vam preberem zgodbico Karla Gržana iz zbirke Ali si upaš, ki je bila izdana pri založbi Družina. Povedati po resnici, tudi ko je težko. Ema in Jaka sta začudeno pogledala Luka, ki ju je čakal po pouku in bil ves zamišljen. Dvignil je pogled k prijateljema, potem pa ga povesil. Ema je opazila, da ima solzne oči. Luka, zakaj si žalosten? Je vprašala sočutno svojega brata. Ta pa ni odgovoril. Še globje je sklonil svoj obraz in zahlipal. Ema in Jaka sta zaznala globino njegove bolečine. Spoštljivo sta molčala. Luka, zaupaj nama, kaj te boli, je rekla Ema čez čas, zelo pozorno. Dobil sem nezadostno, je izrekel Luka med hlipanjem. Nisem prav razumel vprašanja in sem odgovoril napačno. Kako zelo boli, ko dobiš slabo oceno, pa čeprav si se trudil. Počutiš se tako ponižanega in tako zelo samega. Kako težko je Luka čakal svoja prijatelja, da je imel komu zaupati stisko svojega srca. Sedaj mu je bilo lažje, potem pa pomislil je na očeta in mamo. Kako bosta zaradi njega žalostna? Tako lepo je priti domov in povedati tistim, ki jih imaš rad, da si dobil lepo oceno. V sebi si tako ponosen in oni se s teboj veselijo. Danes pa, Ema, kako bosta razočarana mami in oči, je rekel Luka boleče. Bosta že sprejela, ga je skušal opogumiti Jaka. Ema, kaj če bi jima ti povedala? Meni je tako težko. Luka, ti jima moraš zaupati, je odgovorila Ema. Sam moraš biti tako pogumen, da jima poveš tudi to, kar je težko. Ampak kako? Jaz ji rečem potiho. 1, 2, 3. In potem jima povem, je razlagal Jaka. In kako je potem, ko jima poveš? Mnogo lažje, kot bi odložil veliko težo iz svojega srca. Luka in Ema sta prišla domov. Luka je globoko vzdihnil in stopil k mami v kuhinjo. Pozornost njenega srca je zaznala globoko otožnost otroka.
Kaj je, Luka? Zakaj si tako žalosten? Luka je zbiral moči, si potiho rekel 1, 2, 3 in skočil z resnico na dan. Dobil sem nezadostno, ker nisem razumel vprašanja. Mami, težko mi je in najbolj sem žalosten, ker bosta sedaj vidva nad menoj razočarana. Mama si je obrisala roke v prtič, stopila k Luku in ga poljubila na čelo. Luka, ker se imamo radi, si ne delimo samo lepih trenutkov, ampak tudi težke. In najbolj pomembno je, da nismo sami, ko nam je v srcu težko. Ampak ti si sedaj zaradi mene žalostna. Luka, najbolj bi bila žalostna, če bi bil ti v svoji žalosti sam. Najtežje bi mi bilo, če mi ne bi mogel zaupati, ko ti je težko. Nič takega se ne more zgoditi, da mi ne bi mogel povedati. Mamica je objela Luka in bilo mu je dobro v njenem naročju. Tako globoko ga je pomiril mamin objem sočutne ljubezni, da je pozabil na vse. Kot vidni angeli so naši starši, ker nas imajo tako radi in jim lahko zato povemo vse. Luka, vedno me poišči, ko bo tvoje srce žalostno, je rekla mama. Sedaj se zemo malo razvedrita, po kosilu pa bova pogledala, če se nisi razumel. Skupaj lahko rešimo vsako težavo. Veste, nemir se v nas lahko naseli, ko naredimo kaj narobe, ko grešimo. Recimo, se zlažemo ali smo leni. Takrat nemir kot črviček gloda naše srce. Tedaj vemo, da nismo ravnali prav. Včasih pa nas nemir teži tudi, ko ne naredimo ničesar narobe, vendar nam kaj spodleti. Tako kot Luki, ki je dobil nezadostno, ker ni razumel vprašanja. Kje pa je Luka našel svoj mir? V ljubečem objemu mamice, ki ga je imela rada, čeprav se mu je zalomilo. Veste, kje bomo vedno našli mir? V toplem objemu našega superjunaka, Jezusa. On nas vedno ljubeznivo čaka. Široko razprtimi rokami in širokim nasmehom čaka, da se vržemo v njegov objem, ne glede na to, kako narobe smo ravnali ali kako se nam je zalomilo. Svojim medvedjim objemom nam sporoča, da nas nikoli ne bo prenehal imeti rad in da noben, niti najhujši greh ni večji od njegove ljubezni. Odpušča nam in nas hkrati vabi, da svoje napake priznamo, da prosimo odpuščanja tiste, ki smo jih prizadeli, in da ne počnemo več slabih stvari. Ne bojmo se Jezusa, tega si namreč želi nemir. Superjunaku želi preprečiti, da bi nas svojim objemom pomiril in nas rešil. Otroci, ko vam bo naslednjič hudo, ali ko boste morda nemirni zaradi svojih ravnanj, se spomnite na to, da vas Jezus resnično čaka odprtih rok. In ne pomišljajte, le pogumno skočite v njegov objem. Lahko noč.